Zadnjič, ko sem pogovarjala z eno zelo izobraževano gospo glede umetne inteligence, ona me je kar opazila, da zdaj mi vsi ljudje, ki smo pametni, a vsi mislimo, da smo pametni, res moramo se izobraževati, si pridobiti fundamentalno izobraževanje, si pridobiti razgledanost, da imamo svoje mnenje glede vsega in ni samo na podlagi tega, da smo to prebrali nekje v enem članku, nekje na spletu, ampak da smo prebrali neke knjige, da smo gledali neke filme, da smo obiskovali neke predavanja in na podlagi tega lahko tudi razumemo in si zaključimo, da imamo taki sklep, recimo. Zdaj, seveda, tehnologija nam olajša življenje, da lahko hitreje pridemo do neke rešitve, recimo pogosto uporabim online prevajalnike, zaradi tega, da to mi skrajša čas. Imam tudi take še dictionary, različne prevajalnike s papirnati, ampak to traja nekaj časa, da poiščem, da najdem neko besedo in seveda, če to uporabiš tehnologijo, ti to skrajša čas. Ampak ta možnost, recimo, da pri jezikih, da zdaj samo naložiš svojo sliko, pa naložiš, da povej, prosim, ni v slovenščini, ampak ne vem, v nekem drugem tujem jeziku, v mojem imenu. Mogoče bo zvenelo, da tako dobro govorim nek jezik. Ampak po drugi strani, to nisem jaz. To nisem jaz uporabila ta jezik, to nisem jaz dodala svojo dušo do tega, to nisem jaz dodala svoje emocije. To niti ni izražena moja osebnost in torej neka taka persona moja, ker smo pogovarjali tudi s poligloti glede tega, na kak način se spreminja persona, ko govoriš v drugem jeziku. Recimo, ko govorim v ruščini, v angleščini, v italijanščini, ko probam govoriti recimo v francoščini, vse se spremeni tvoja oseba, spremeni vse. In to doda neko tako poseben okus za tebe kot za človeka, ki govori in se izraža s tistim jezikom. Če samo bo neki robot pogovarjal v mojem imenu, pa bodo samo moje usta, to ne bom jaz. In to ne bo mene obogatilo tudi kot osebo. Tudi glede jezikov, recimo, ko se učim novega jezika in najdem neke besede, ki so povezani. Recimo, ko sem učila italijanščino in predtem sem začela učiti francoščino. In potem pa sem povezala neke besede. In tudi slovenščina in italijanščina zelo so podobni tam. Jaz sem, io sono, tu sei, ti si. Torej, take stvari, ki so podobni. Ali tu, ko govorijo magari, nekateri ljudje ne razumejo, da magari to so italijanska beseda, mogoče. In na tak način tiste male pikice, ki se zbirajo, ali recimo v eni besedi, da najdeš, aha, to pa korenina te besede je taka. Recimo zadnjič, ko sem prebrala eno 6 dobe, en kraj, in sem brala na informacijskem listu, da 6 dobe, to je nekdaj v 15. stoletju je bilo 6 dobov, takrat so rekli dobe hrast, dob. In so bili nekih 6 kmetov kot 6 dobov, ampak dob ali dub v ruščini se je ostal kot dub. In zato pa to je tudi tako zanimivo, da staroslovanščina, drugače slovenščina, je zelo obogatila tudi mojo ruščino, ker izvor marsikatere ruske besede obstaja v slovenščini kot v staroslovanskem jeziku in lahko najdeš, si razširiš pomen besed, ker prej smo vsi govorili, da z besedo vse začne. In če si želiš priti do neke filozofije, to pa jaz obožujem, da aha, tu pa razumeš, tu pa mogoče na tak način, to pa je bilo na tak način, to pa je bilo na tak način, recimo beseda hitri. Hitri v slovenščini kot speedy, hitro nekaj narediš. V ruščini hitri, to je zvit. Ampak po drugi strani, kdo pa je hitri? To je tisti, mislim, zvit, kdo pa je zvit? To je tisti, kdo je na hitro nekaj naredil. In zato mogoče, on pa je hitri, torej nekdo si je mislil, da on je zvit, ampak je obstal, da on je kar hitro nekaj naredi. In to pa tudi tako zanimivo, kako to gre. Tehnologija nam ne bo tega povedala, ker tehnologija nam samo da odgovor, ampak ozadje tistega odgovora, to je
stvar za naše razmišljanje. Zato pa tak samo primer v jezikih sem naredila, ali tudi z ustvarjalnostjo. Zadnjič sem bila, ne bi rekla prizadeta, ampak žal mi je, da en človek nehal se ukvarjati z eno ustvarjalnostjo, z renoviranjem različnih stvari, ker je bil kar dober pri tem, ker je začel služiti s tem, da sedi pri računalniku, da neki robotu tam vtipka in robot nekaj kupi, nekaj proda. Jaz nisem kompetenten pri teh stvareh, ampak on nič več ne ustvarja. Ne ustvarja več dodano vrednost tistemu svetu, ampak samo nekaj služi. A res smo zaradi tega tukaj na tistem planetu, da samo služimo, da nekdo, da robot nam služi, to nismo mi v resnici. In vsak ima pravico do izbora. Lahko si izberemo tisto življenje, kakšno si želimo. Tudi bi rada malo poudarila, da ustvarjalnost, to, da lahko ustvarjamo nekaj, to, da lahko ni samo postanemo kar naenkrat bogati, ampak da služimo pošteno, da se izražamo na nek način, da naredimo dodano vrednost tistemu svetu, prinesemo neko korist ljudem in tudi si pridobimo neki denar za življenje. Normalno, če tako vse obratno gre, da jaz nič ne naredim, nič ne delam, samo živim in samo izkoriščam neke resurse tistega planeta in kaj pa potem? Nič. Kdo sem jaz tukaj, če nisem jaz ustvarjalec nečesa dobrega? No, to je tako za razmišljanje. Kaj pa mislite vi o tem?